pa Slovenska tiskovna agencija. In prvič se je zgodilo, da je Slovenska tiskovna agencija svojo predstavitev Olimpicev na letošnjih olimpijskih igrah v Riu pravzaprav bo predstavila izven Ljubljane danes, ob tej priložnosti, ko imamo tudi v Podčetrtku, v soboto nedeljo 12. evropski pokal, torej tu, kjer se naši judoisti pripravljajo. Dobrodošli vsi, ki so se danes odzvali našemu vabilu. V samem začetku bi pa pozdravil med nami predsednika Judo zveze Slovenije, gospoda Darka Mušiča, direktorja in strokovnega direktorja Judo zveze Slovenije, gospoda Marjana Fabjana, našo zlato olimpiko Urško Žunir, generalnega sekretarja Judo zveze Slovenije, gospoda Franca Očka in pa seveda v prvi vrsti naših 5 olimpijcev. Tina Strenjak, Ana Marija Vilenšek, Gomboc, Drakšič in Žganka. To je naših 5 športnikov in športnic, ki bodo letos predstavljali judo na olimpijskih igrah v Riu. Moram povedati to, da bo na olimpijskih igrah sodelovalo oziroma tekmovalo kar 366 judoistk in judoistk iz 114 držav. To je nekaj neverjetnega, da bo na judo turnirju prisotnih 114 držav. Toliko za samo uvod, preden da začnemo z vsebinskim delom, ker bom dal besedo Aleksu Gaserju, pa bi prosil predsednika Judo zveze Slovenije, gospoda Darka Mušiča, da pozdravi prisotne. Hvala. Torej, spoštovani, lepo zdrav v imenu Judo zveze na tej tiskovni konferenci pred Evropskim pokalom v Celju, kjer vam tudi s ponosom predstavljamo naših 5 olimpijcev ter strokovno ekipo, ki jih pospremlja. Hvala vam za vašo prisotnost in se že veselim vaših člankov v medijih. Hvala. Hvala lepa predsedniku. No, tokrat pa zdaj predajam besedo gospoda Aleksu Gaserju iz Slovenske tiskovne agencije, ki bo vsebinsko speljal to novinarsko konferenco. Hvala ti. Hvala lepa. Franjo, hvala lepa. Pozdravljam še z moje strani. Danes tukaj izdelitev pravzaprav slovenskega športa, vsaj kar se tiče olimpijskih iger v Rio de Janeiro. Tisti favoriti, ki naj bi nam tudi zagotavljali visoke uvrstitve, to najbolj ni skrivnost. Sam sem se strepeljal, pred Podčetrtku, kar nam je rekel, ura 49, malo sem se ustrašil, ampak ob takem lepem dnevu in pa tukaj s temi športniki, sem pa zato danes vesel, da sem tukaj. Odločil sem se kar za hierarhijo in pravzaprav prvega moža slovenskega juda, da bom dam prvo besedo, Marjan Fabjan. Enostavno 3 olimpijske igre, 3 medalje, nazadnje z 8 judoisti, tokrat 5 iz celskega kluba. Prvo vprašanje je, kaj bo zato delati v Celju, tako posebnega, da vam uspeva to množico zagotavljati iz iger do iger, kaj je skrivnost celskega juda? Tako nam bo slišati. Najprej lep pozdrav vsem skupaj. Imel bi kratek odgovor na to vprašanje, da skoraj ni nobene skrivnosti, ampak to je nekako načrtno delo, kako tudi v drugih športih, ampak oziroma tudi drugje v firmi, tako je tudi pri športu, da je treba delati po nekem načrtu in potem rezultati sami pridejo, če delaš. Najprej tako reči, ne govoriti, bom napravil vse, kaj boš napravil, kaj bi rad, ampak deli pa bodi tiho, to je naše načelo. Brž predrži, da talent je lahko eden, talenta ste lahko 2, pri vas pa kar naprej proizvajate množico judoistov. Pa če se ozremo na širšo slovensko sliko, na zadnje 8 judoistov, ne samo iz Celja, stališča direktorja na zvezi, tukaj potrebna kakšna skrb, ali so v tem momentu pripeteri se do isto s tem sploh ne treba ukvarjati? Ja, zdaj, stvar taka, da tu v tej igri mi pomaga tudi Urška Žunir,
da Urška ima tekmovalce Žganka Mihata, Drašič Rokija, Gombo Sadrijana, jaz pa Vrešek Ano in Kresnjak Tino. Delamo nekje po skupnem planu, sam pri določenih stvarih je pa treba, da dela vsak malo drugače, zato ker tu med moškim in ženskim judo je malo razlik in nekje vzamemo v roke tudi vsak svoje tekmovalce in delamo individualno tudi z njimi, pa še na temu tudi potem uspeh vidim. Slovenski judo piše že 15 in več let dolgo uspešno zgodbo, ki se je začela s Petra Narks na Evropskem prvenstvu, pa potem Urškina prva medalja na Olimpijskih igrah. Enostavno v teh 15 letih je možno kakšno opažanje, kaj se je spremenilo pri delu, pri pristopu, pri vas v klubu? Ja, moram reči, da v 15 letih se je veliko spremenilo. Prvo to, da prihajajo druge generacije, ki so v prejšnjih malo drugačnih. Vsaka generacija se od druge nekako razlikuje in treba je to nekako poštevati in potem mogoče malo plan vsega spremeniti, delo spremeniti, način treniranja, tudi v svetovnem judu, ko so nova pravila, tudi treba ta pravila spremeniti, tako možno tudi v klubu ta svoja pravila spreminjati doskrat. Moram reči, da pri športu je pač najvažnejše, da je čim manj ljudi okoli od tistega, ko vodi, da je trener resen vodja, pa naj bo vodja vseh stvari, tudi mogoče včasih privatnih, da ima tudi roke na tem, potem lahko športnika vzgaja, športnikom dela. Če tega ni, potem z nekim množičnim delom, pa okoli množico strokovnjakov imeti, to je najslabše, se to vedo, da se že dokazali tudi v slovenskem športu, v morskih športu. To je torej celski pristop do juda. Do olimpijskih iger slaba 2 meseca oziroma 2 meseca. Kaj vas čaka v tem obdobju, če se zdaj malo vrnemo v Rio de Janeiro? Kratko obdobje, pa je verjetno veliko dela. Ja, vsem temu, kar se zdaj dogaja, bi reči to, da so nekje zaključene priprave, ne samo tiste zadnje, ampak vse priprave, kar zdaj so zaključene. Vsake priprave, na katere se bomo udeleževali, imajo svoj namen. Recimo, zdaj gremo z puncami, gremo v Francijo na priprave, potem čaka Castel de Fels in zaključne priprave doma. Vmes imamo tudi tekmovanje v Budimpešti z vsemi, cela ekipa. Tu je še zadnja tekma pred olimpijskimi igrami in proba se čim boljše za to vse skupaj pripraviti, pa plan najbolje izpolniti, kar je še treba napraviti. Poudariti pa moram, da tu se ne bo videl sam delo tega zadnjega meseca, zadnjih 5 mesecev, ampak to je delo 4-letno delo in tudi na rezultat pa na vse bo vplivalo, kakaj so ti ljudje, ko so tukaj, kaj so delali 4 leta. Tam se bo tisti dan, njihov dan, so v takrat pokazali, kak je to pripravljeno, kot to tako, to je to. In seveda za konec tisto najpomembnejše vprašanje, ki se mu ne morejo izogniti. Nekoč v zgodovini so bile dosti steklene krogle iz svetovnega nogometnega prvenstva, se spomnimo Hobotnice Pavla iz leta 2006. Sedaj so pa drugi napovedovalci, ki slovenskemu judu v Riu napovedujejo 2 medalji. Kakšne so pravzaprav želje te ekipe, njenega vodstva, s čim, kaj bo tisto, kar boste skušali doseči v Riu? Prvo je želja vsakega športnika, da gre na olimpijske igre. Ko ta cilj izpolni, jaz ne vem, kaj se v njegovi glavi dogaja, kakšna je potem naslednja želja. Nekaterim je pa želja že od vsega samega začetka, da osvojijo medaljo. To vemo, da je zelo težko na olimpijskih igrah in da so olimpijske igre nekaj drugega od vseh prvenstev in vsega. Tako da jaz osebno ne bi tu ničesar napovedoval, ampak pa pričakujem, imam takšen občutek, da če se bojo medalje zgodile, ko že ravno medalja govorimo, da bojo od tistih ljudi prišle, ko mogoče tudi ne pričakujemo. Hvala lepa, torej želje ostajajo malce skrite. Sedaj pa seveda po tistih hierarhiji, ki bi se jo morda morali držati, Urška Žolnir, naša zlata olimpika, prva dama, zlato medaljo za Slovenijo. Urška, 3 olimpijski naslopi v Atenah, v Pekingu, potem v Londonu. Če se športnik ozre nazaj, zdaj po dolgem času, kaj pravzaprav moč reči, kako je doživljal mlad športnik, izkušen športnik,
kasneje tudi uspešen športnik, če se po nekaj trenutkih, če pogledava te 3 olimpijske nastope. Prvič verjetno presenečenje, na koncu tudi, kakšen je to spomin na to? Ja, tako bi rekla, da prvo olimpijado v Atenah je bila velika želja iti tja. Žal se mi dogajalo vse veliko stvari, preden sem sploh prišla v Atene. Potem je bilo presenečenje po eni strani medalja, po drugi strani pa tudi ne, ker smo res delali za rezultat, kar se še vedno dela. Potem v Pekingu malo pritiska, malo žreb tudi ponagajal. Že prvo borbo sem se soočila s Francozom Bekos, moj trn v peti. Potem pa London, bila sem zdrava tisto leto, ko sem mogla najbolj garati, dober plan sestavljen, bila sem starejša, zrelejša, odločnejša, dober trener, stal v meni že od mladosti, tako da rezultat je potem prišel. Ta medalja, zlata, pa tudi tista bronasta, ki pravzaprav je zdaj shranjena, in pa drugo vprašanje, vsi ti posnetki, ki vendarle obstajajo, je kdaj čas, da si tekmovalec še ogleda, kdaj to počne? Ja, odgovor na prvo vprašanje, medalji originalna sta oba dva pri meni doma, duplikata sta pa tudi oba dva v klubu, v telovadnici oziroma v predprostoru in pa tudi v pisarnah. Pa posnetki, je kdaj čas, da si jih, kje človek ogleda na računalniku, na televiziji? Redko, ne vem, če sem v teh 4 letih 5-krat pogledala posnetke, ne vem, če sem. Tako si rečem, to je bilo, treba iti naprej, novi izzivi, novi podvigi, novi cilji, tako da treba je stremeti naprej. Tisto, kar se je pa zgodilo, je pa sam potrditev, da se lahko dosežeš kje druge tudi kaj visokega. V tem prostoru odina za olimpijsko medaljo še vprašanje o tem, kdaj se športnik zaveda olimpijske medalje. Je tisti prvi dan sploh čas za to, tam je 100 novinarjev, pa potem doping kontrole, podelitev, želja Olimpijskega komiteja Slovenije, cela ekipa v olimpijski vasi. Je to takrat že v tistem momentu, ali to pride kasneje za športnikom, kdaj pravzaprav vi, da je dobil to zlato medaljo, ali pa tudi bronasto, ki je pravzaprav skoraj enako velik uspeh, ne? Tisti dan, tisti teden, pa še po mojem tisti mesec se ne zavedaš, da imaš olimpijsko medaljo v žepu, sploh ne zlato. Veliko se dogaja okrog tebe, novinarjev, tako kot ste sam povedal, doping kontrole tisti dan. Tako da ne začutiš tistega pravega veselja še, ampak potem s časoma, ko vidiš, da pa je to res tista krona v športu, ki si jo želi vsak športnik. Takrat potem začneš ceniti tudi to medaljo. Mi ste videli, da so okrog te olimpijade precej zbrane in ravno zato sem napeljal na to temo, kaj pa je moč vsem tem, ki prihajajo za vami na tatami, na olimpijski tatami, dati kot nasvet, kot izkušnjo naprej, kaj je tisto, kar jim skušate posredovati za ta turnir, ki je enkrat na 4 leta, ki ni vsako leta, vendar je to so izkušnji tekmovalci, olimpijski nastop pa je malo drugačen. Ja, je drugačen nastop. Tam si že v olimpijski vasi, že tam so, bom rekla, moteči dejavniki. Moraš ostati zbran, skoncentriran, vedeti, po kaj si prišel na olimpijske igre. Zdaj, tisti teden, ko si na olimpijadi, ne boš spremenil nič, ampak delo se bo pokazalo, tisto, kar si delal zadnje mesece, zadnje leta, se bo pokazalo na dan tekmovanja. Drugač pa samo zbran, skoncentriran in pa, ko pride tvoj dan tekmovanja, da se zavedaš, da je to veliko tekmovanje in da želiš prikazati dobre borbe. Imel sem srečo, da sem si te vaše tekmovanje lani v Bakuju, letos v Kazanu lahko gledal v živo. Če bi bilo treba izbrati pri jugu nekako kondicija, moč, hitrost, samozavest, delček sreče, dnevna forma, kaj pa je tisto, ki takrat tisti dan, ko je borba, ko je tekma res odloča o tem, ali si soben vzeti tisto, kar se želiš videti? Vse to mora biti tisti dan. Čisto vse. Pa če bi bilo treba na stvari izpostaviti, in katera je najpomembnejša morda samozavest? Mislim, da dobra koncentracija in pa zbranost. In seveda za koncu
verjetno že kdaj slišano vprašanje, lažje na detajlju z nasprotnikom, ki te drži za kimono, ali ob robu, kjer pravzaprav vidiš, kaj dela tvoj tekmovalec dobro in slabo in kaj dela tekmec dobro in slabo, pa pravzaprav ne moreš reagirati, kater položaj je prijetnejši, boljši, težji, lažji. Nič ni prijetnejše, nič ni slabše. Tako je, ko si trener, fizično ne moreš nič pomagati tekmovalcu na blazini, vse je v njegovih rokah, nogah, lahko samo spodbujaš, bodriš tisti čas, ko je pač pauza, pa da daš kratek napotek, kam naj se tekmovalcu usmeri in s čim naj nadaljuje. Hvala lepa, zdaj pa k tekmovalcem oziroma najprej k tekmovalkam. Seveda kar po uspešnosti Tina Trstenjak, trenutno naša prva dama, lahko tudi na glas povem, prva favoritinja za medaljo v tej ekipi, kar je morda manj pomembno za slovensko javnost, kot pa pravzaprav za nasprotnice, da to vedo. In Tina, je to breme ali je morda tudi to celo lažje, da nasprotnice pravzaprav vnaprej vendarle z nekim dostojanstvom, z nekim spoštovanjem stopijo na tatami, če se preverja sezone, kot je vlogi še ni bilo, ali pa zdaj zadnje leta, 2? Jaz se s tem sploh ne obremenjujem, premagati moraš vsakega, vsak želi tebe premagati, jaz sem skoncentrirana in grem svojo pot. Ampak vseeno ta izkušnja sama, ko veš, da pravzaprav lahko vsako tekmico premagaš, je to lažje kot pa pred tem, kot mlada tekmovalka, ko še nabiraš izkušnje in veš, da je nasproti tebe olimpijska prvakinja, svetovna prvakinja, evropska prvakinja. Ja, seveda je lažje, ampak vsak je premagljiv, tako kot sem tudi jaz. Verjetno, kot je Urška rekla, tista koncentracija v tistem momentu in potem ti noben položaj izpolne lestvice in ne pomaga več. Ja, seveda, skoncentriran moraš biti in iti svojo pot. Na olimpijske igre, drugič, to nekateri vedo, drugi ne. Prva vloga v Londonu, takrat še z Urško, v sparingu, izkušnje, ki so bile tam dobljene, kakšne so bile, kaj je bilo tisto najlepše, najbolj presenečenje, kaj je pravzaprav, koliko bo to pomagalo pri letošnjem naslovu? Seveda, to so neprecenljive izkušnje. Jaz sem še zdaj zelo hvaležna, da sem takrat lahko bila zraven. Doživela sem skoraj vse, razen pač samega tekmovanja. Najlepše pa bilo seveda gledati Urško, kako zmaguje in ko je zmagala. Pa samo to posebno vzdušje, turisti so pričali na tekmi sami, tam pa pravzaprav cela množica še drugih slovenskih športnikov, elita poletnega športa. Je bilo tudi to druženje nekaj takega, kar sicer nimate in ne poznate? Ja, seveda, tega glih ne doživiš vsak dan. Za mene je bilo to takrat vse prvič in sem vesela, da sem že dala za to skozi in da bom zdaj se lahko samo skoncentrirala na svojo tekmo. Hvala lepa. Zdravo, Ana Velenšek. Tudi že številne medalje, doslej en olimpijski nastop v Londonu. Kakšni so spomini na London? Ja, spomini na London so bolj slabi, moram reči, ne. Končala sem borbe v bistvu že v prvem krogu. To je bilo to. In tam s tabo, kakšne bi bila želje zdaj za Rio? Kaj je pravzaprav tisto, za kar ste delali naslednji cikl, naslednja 4 leta? Predvsem to, da grem na blazino, mi ni bolj strana in pokažem res dobro borbe. Kaj je tisto, kar bo odločalo? Urška je rekla, ko je videla žreb na tistih prvih igrah, je ta žreb zelo pomemben, se tekmovalec z njim obremeni. Da jim včasih govorite o tej šoli Juda, o šoli Juda, ni ruska šola, ne ustrezna, tako naprej. Sama pri tem je pomemben nasprotnik v prvem, drugem, tretjem krogu, ali je tukaj ekipa desna od vas, ki pravzaprav poskrbi, da ste pripravljeni na vsakega nasprotnika? Ja, vsekakor tukaj je glavni trener, ki že vsa leta skrbi, da bomo na tisti dan pripravljeni maksimalno, tako moramo biti. Bolj redko beseda danes. Pojdimo do Roka Grakšič. Tudi izkušnje, Peking 2008, potem London, tretji nastop, tretji pravi, da gre rada, pa čeprav v drugi težnosti kategoriji, nastavno želje v tem tretjem nastopu, jih je možno stati nekaj stavkov. Ja, res je pač, da so po moje tretje olimpijske igre. Ne vem, da bi se zdaj sam nekaj na glavo devo, da tam moram, pa tudi to sem si še zdaj dvakrat, tako da lahko zdaj grem, mislim, se pripravljam v miru, sproščen, pa vem, da pač za kako vrstitev bo treba, pa
pa pač se maksimalno potruditi. Primerjava izkušenj mladosti, danes kot izkušen tekmovalec, sprva kot mlad tekmovalec, kje je položaj lažji, je lažje popolnoma neobremenjen na tej tekmi, ali so pomembne recimo te izkušnje z dveh olimpijskih nastopov, ko se postavljaš kot cilj na takem dogodku? Jaz mislim, da moraš biti pač nek kompleten, če hočeš dobiti olimpijsko medaljo, moraš vse preklacati, se pravi, moraš biti dober. Lahko tudi, da si mlad, pa dobiš medaljo, lahko pač izkušenejši, pač jaz sem izkušenejši, starejši, pač s to karto lahko pač zdaj gre. Najizkušenejši v tej ekipi. Se je v tem obdobju, v vseh teh letih delal, kaj je bistveno spremenilo v klubu z nastopi, kaj je pa zato tista novost, kaj bo letos drugače, kaj ste delali drugače, ko ste delali trenimo pred Pekingom? Ja, meni osebno se je edino to spremenilo, da so drugi nasprotniki, zato ker sem šel zamenil kategorijo, tega mi je to v bistvu čist nekaj novega, ampak vsi poznamo vse, tako da tukaj ni skrivnosti. Potem pa Brazilija, tam ste judoisti že bili, dežela sambe karnevala, tudi judoistična velesila. Je v Braziliji nastopati kaj posebej, kaj drugače kot po drugih krajih, pravzaprav ali imate sploh priložnost, da čutite to drugačnost na tribuni, mentaliteto, v hotelu, na ulici? To je odvisno v bistvu vsakega posameznika, ko ima pač nekje rad nastopa, nekje počne, odvisno kako pozameš, tako da važno pa, da pač nisi obremenjeno, nekaj taki. Hvala lepa. Še dva mlada tekmovalca, Mihael Reštank, najprej čestitke z moje strani, pa seveda dokončno potrditev za pot na olimpijske igre. Sam sem delal letos zelo zanimanjem vaše nastope v Kazanu. Tam pravzaprav je bil usoden evropski podprvak. Predtem pa pravzaprav brez nekega pravega spoštovanja tudi proti kateremu koli tekmecu pri teh mladih letih, odkot črpate to vašo samozavest, da pravzaprav ni strahu v nobenem nastopu. Ja, hvala za čestitke. Ja, ne bom rekel, da nimam spoštovanja drugih nasprotnikov. Seveda spoštujem vsakega nasprotnika in nobenega ne precenjujem, ker vem, da vsi trdo delajo za tekmovanja, za velike uspehe. Ja, naučil sem se, da grem na borbo, pač vsako borbo prikažem najbolje in ne vidim v tem straha in tako tudi mislim, da se lahko borbe zmaga. Samo da sem se narobe izrazil, ampak vsekakor imel strašnost, če se spomnimo te borbe zadnje na Evropskem prvenstvu, tudi v Evropski podprvak poraščeno v podaljško, pravzaprav vse zelo tesno. So se z olimpijskimi igrami letošnji cilji že izpolnili? Ja, rečemo, da so se delovno spomnili. Deloma pomeni, smo že bliskimi pri naslednjem obdobju do Tokija? To še sedaj nismo, seveda na prvem mestu zdaj sama priprava in potem sam dober nastop v Riu. Hvala lepa. In za konec še Adrian Gomboc, ki pa je pravzaprav bil pot za Rio, kar malo slovenski konkurenci z Andražem Jerebom. Zadovoljstvo, veselje, kaj se pravzaprav bila prva misel, ko je bila olimpijska vozovnica podarjena? Nekako sem se razbremenil potem, ko sem izvedel, da bom pač šel na olimpijske igre, vendar tako naslednji dan sledi trening, oziroma že prej sledi trening in novi cilji so se takoj pojavili v glavi. Nekako sem pomenil prej seveda te olimpijske igre, da se prvo najprej moram uvrstiti, da razmišljam o sploh o olimpijskih igrah, na nastopu na olimpijskih igrah, bom pa seveda probal pokazati čim boljše borbe na olimpijskih igrah. Tudi vaš nastop na evropskem prvenstvu zelo dober, na koncu 5. mesto, poraz na tekmi z olimpijskim prvakom. Enako opažanje, kdo pa voliva to samozavest v tem klubu, da ni važno, kdo je na nasprotni strani. Spoštovanje, ja, kot je dejal Mika, nikakor še ni noben strah, čeprav gre za zelo izkušene, nevarne in uspešne tekmice z velikih rezultati. Ja, mislim, da nas tukaj v našem klubu učijo, da moramo spoštovati nasprotnika, vendar da je vsak premagljiv, tako kot smo tudi mi sami, vsi smo samo ljudje, tako da jaz osebno vem, da lahko vsakega premagam,
vem, da lahko tudi marsikaj ga izgubim, to je vendarle čudno, nikoli ne veš, kaj se bo zgodilo, je nepredvidljiv šport. Hvala lepa. Ob tej priložnosti, kolegi, vsi bodo na voljo še po novinarski za kakšno izjavo. Je kakšno olimpijsko vprašanje? Skratka, izčrpni v tej priložnosti, da zaključimo to prvo temo. Z moje strani veliko uspeha, predvsem pa Dorija brez poškodb. In pa Franjo drugi del, še seveda nam ostane evropski pokal, pa prosim, kaj prevzemi. Jaz bi prej še dal besedo Francu Očku, on je uradni vodja delegacije v Rio, pa bi prav, da Očku malo po organizacijski plati predstavi novinarjem, kaj se dogaja na tem področju. Ja, lepo zdrav tudi v mojem imenu. Mi smo s projektom Olimpijske igre Rio pričeli takoj po zaključku Olimpijskih iger v Londonu z Marijanom in pa z strokovnim vodstvom smo pripravili ta 4-letni projekt, tako da je to danes pač naš izdelek, ki ga vidite tukaj v igri. Za Olimpijske igre smo čisto realno imeli v štartu nekje med 8 in 10 resnih tekmovalcev, vendar je to kvalifikacijsko obdobje bilo tako dolgo, da samo najstrajnejši in pa res se najboljši zdržijo in naš izkupiček 5 udeležencev je po mnenju vodstva zveze in pa strokovnega vodstva tudi izredno uspeh, če se seveda, ko se radi vedno primerjamo tudi z nam sosednjimi pa primerljivimi državami. Zdaj, kaj se tiče samega nastopa na Olimpijskih igrah, mislim, da strokovno vodstvo in pa tekmovalci so svoje povedali. To je profesionalna ekipa, ki 100% zaupamo in jaz sem pa pač s svojimi izkušnjami in pa mislim pomagal, da po tej logistični plati, da razbremenimo tekmovalce in pa strokovno vodstvo, da se ne opadajo z nekaterimi stvarmi, ki so pač tudi nujne na teh potovanjih in pa tekmovanjih samih in upam, da vsi kot ekipa skupaj dostojno zastopali slovenske barve in pa slovenski judo kot panogo na Olimpijskih igrah. Judo se začne, kot veste, na Olimpijskih igrah v prvi polovici Olimpijskih iger, 6. avgusta je že prva kategorija, da smo mi prosti, tako da prvi stopi na medicine Adrian Gondos, 7. avgusta in potem skoraj vsaki dan smo z enim od naših na programu. Vsaki dan je ena kategorija, moška, ena ženska, tako da turnir olimpijski traja 7 dni. Vsi, ko so že bili tam, v zadnjih 2-3 olimpijada smo bili skupaj, jaz smo tudi v drugih funkciji takrat, ampak vemo, da je to dolgi turnir, da treba tudi psihično zdržati, jaz upam, da bomo vsi skupaj kot celota dostojno zastopali barve Slovenije.